Evo, spet smo skupaj. V oddaji Moj odnos do zdravja. Gostila bom posebno gostjo, ki ima zelo bogato izkušnjo za seboj. Magistro Lili Knafelc, ki nam bo povedala, kako pomembno je, da pri zdravju upoštevamo tudi, da dosežemo ta notranji mir, da se znova povežemo s svojo ljubeznijo, da pogledamo širše, da pravzaprav bolezen, ki pride v življenje, nas nekaj uči, da se pozdravimo, da pozdravimo vso preteklost za sabo, vse težke občutke in se zlijemo s tem notranjim mirom. Glejte oddajo Moj odnos do zdravja. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Danes sem v svoje goste povabila magistro Lili Knafelc, ki je mentalni coach, nevroznanstvenica in pomaga ljudem spremeniti svoje mentalne vzorce. Skozi svojo izkušnjo pa je napisala tudi knjigo Prebujena v novo življenje. Dobrodošla, Lili, v oddajo Moj odnos do zdravja. Dobrodošla, hvala. Imela si prav posebno izkušnjo v svojem življenju. A je bila to tista izkušnja, ki te je prebudila oziroma spremenila tvojo trajektorijo? Ali si že prej začela delati na sebi, se bova majhen kasneje še dotaknila te tvoje take zelo zanimive izkušnje? Ja, tako je bilo dejansko ta premik, ko se mi je zgodil v življenju, ko sem hudo zbolela in potem doživela to smrtno izkušnjo, sem seveda pred tem zelo pazila na svoje zdravje. Kaj si delala pred tem? Pred tem. Ja, pred tem. Bila sem vegetarijanka, gibala sem se veliko, res sem pazila, da sem uživala tudi prehrambene dodatke. Skratka, zelo sem bila usmerjena v to, da ne bi ozaveščena, da ne bi zbolela. In kljub temu sem. Kaj je bila ta diagnoza, ki si jo ti dobila in kakšne so bile prognoze? Ja, diagnoza je bila rak jajčnikov, stadij je bil 3C, to je v bistvu konec tretjega ali pa začetek zadnjega stadija. Prognoze so bile zelo, zelo slabe, ker je bila bolezen razširjena po celotni trebušni votlini. In takrat, ko so mi zdravniki povedali, da dejansko v medicini rešitve več ni, da je bolezen že preveč razširjena in da me čaka le še nekaj mesecev življenja, takrat se meni svet sesul. Imela sem 2 majhna otroka, takrat sta bile še majhne, 4 in 6 let. In ko zveš tako diagnozo, se ti vse dejansko, se svet ustavi. In meni se je. Takrat ko sem prišla domov, ko so me zdravniki klicali, da dejansko, da je CT pokazal res težko stanje, razširjeno po celi trebušni votlini, takrat je mene tudi ta informacija čisto sesula in sem doma doživela eno tako močen mišični napad, kot en epileptičen napad, tresavico, padla po tleh in takrat sem dejansko spoznala prvič, da vendarle nismo samo naša telesa, ampak mnogo več. In takrat ko sem bila v tem razširjenem zavedanju, vedela, da bo z mano vse dobro, da pravzaprav je ta izkušnja, čeprav je sprva izgledala, da je silno težka, da je res, mene je bilo raka izredno strah. Zato sem tudi celo življenje pazila, kako se prehranjujem, kaj počnem, se pravi, da sem nekako ves čas bila v zavedanju, da ne bi slučajno to zbolela. Ko pa je prišla diagnoza, ko sem bila resnično na čistem robu življenja, takrat pa je prišla ta osvoboditev od vseh teh prepričanj, da je to neka zadeva, ki se ne da pozdraviti. In sem takrat spoznala, da je vse odvisno od nas samih
da imamo v sebi res izredno moč. So kakšne prednice, predniki že zboleli, da si ti toliko pazila na sebe, da ne bi zbolela? Ne, v bistvu moja mami je imela diagnozo, ampak čisto na drugem predelu telesa, tako da ni bilo niti nekih povezav z rakom jajčnikov. In to se je zgodilo že kar par let pred tem, ampak jaz sem še prednje moja mami zbolela in se potem tudi ozdravila, sem imela nekako strah pred boleznimi. In nisem si znala pojasniti, zakaj, ker naši žlahti ali pa družini ni bilo nekih bolezni, da bi mene to nekako prestrašilo. Tako da bolj je to izhajalo iz teh družbenih prepričanj, vse sem želela imeti tako popolno, da bom vse nekako speljala to življenje, v meni je bilo dosti strahov, dosti teh prepričanj, da nekako do določene mere lahko vplivamo, več ne moremo. Takrat se mi sanjalo, kakšne sposobnosti imamo pravzaprav ljudje, da povrnemo svoje telo v ravnovesje. In nekako sem bila zaciklana v tem krogu ali pa enem tem krogu hrčka, iz katerega nisem znala in nisem zmogla ven. Tako da kljub temu, da sem pazila, je v meni bil konstanten stres. Kot en kortizol, se pravi konstantno v meni, ker moje misli niso bile umirjene. Ves čas sem bila v strahovih, v teh prepričanjih, da bom vse zmogla, da bom najboljša mami, da bom najboljša zaposlena, skratka, da bom nekako res uspešno probala peljati to življenje. In ravno to je bila največja napaka, ker ko sem bila v toliko stresu, ta strah, ta prepričana, ta strah, in tukaj ni bilo miru in dejansko je bolezen se zgodila ravno zaradi tega. Ja, največkrat je bolezen ne posledica samo teh nezdravih navad, ampak tudi naših misli, naših energij. Jaz velikokrat rečem, da misli so posledica energij, ki tečejo skozi nas. In ko spremenimo energijo, spremenimo posledično tudi to, kar mi razmišljamo in kaj čustvujemo. In ti si živi dokaz, ko si spremenila energijo, ko si dojela, da ti nisi to telo, da ti imaš to telo, ampak da si veliko več kot to telo, so se enostavno misli začele spreminjati. Tako, točno tako. Ker tudi vzgojena sem bila v krščanski veri in bila prepričana, da ko enkrat umremo, da ni ničesar, da dejansko je to ena enkratna priložnost, ki jo imamo v tem telesu. Ko pa sem bila v tem razširjenem zavedanju, sem pa videla, da pravzaprav se življenje ne konča, da smo samo na enem začasnem popotovanju in vse z nekim namenom, da tudi tukaj živimo v tej svetlobi, te ljubezni, te sproščenosti, v tem miru in da spoznamo, da že smo čista zavest, čista ljubezen, čist mir. In potem veliko lažje steče življenje, kot pa da smo skozi ukalupljeni v en stres, v ene skrbi, neke strahove glede prihodnosti. Tako da takrat se mi je dobesedno sprostil podzavestni zavestni čisto sta prišla nazaj v tako ravnovesje. Kako si pa pol začela razmišljati, se pravi, dogodila se ti ta tresavica, dojela si, da si veliko več. Kaj je bilo potem drugače, katera prepričanja, misli, kaj je bilo potem drugače v telesu? Ko sem jaz bila v tistem stanju, ko sem naenkrat padla v taki popolni mir, predtem je bilo silno strah, kaj bo iz tega. Imela sem 2 mali punčki, družino in nisem bila še niti 40 let stara, pa me je taka diagnoza doletela. In normalno je, da takrat je ekstremen strah in res bojazen, kaj bo iz tega, kako bodo sami živeli naprej. In v tistem stanju, ko sem dejansko razširila svoje zavedanje, in to ni bilo skozi neko meditacijo, ampak ko sem padla v nezavest, in takrat, ko sem dejansko videla, da nisem v telesu,
sem videla tudi svoja starša v energiji, se mi pokazala, čeprav sta oba še bila takrat živa, se mi pokazala v energiji zelo nasmejana, sproščena in sta mi dejansko, to je bilo tako telepatsko sporazumevanje, kako sta mi pokazala, kako rada me imata, kako sem vredna, kako sem dovolj. In jaz sem predtem celo življenje bila prepričana, da nisem dovolj, da že zaradi to, ker sem punca, morda nisem dovolj vredna in skozi sem nekako iskala tiste potrditve, tisto ljubezen, tisto vrednost v družini sami. In ko sta se mi prikazala v duhu, da je vse v redu, da sta tukaj, čeprav marsikaj tudi ona dva nista znala meni dati, sem takrat tudi tukaj vse sprostila, vse zamere, vse strahove, da vendarle sta delovala zaradi svojih bolečin in jaz sem to tako resno vzela nase, da sem sebi povzročala konstanten stres, zamere in tako naprej, eno žalost, ki je v meni bila že kar ena kronična žalost glede samega življenja, ker sta oba starša, starši so ponovadi naši tudi ranjeni, tudi dajo ogromno čez in so pravzaprav otroci v odraslem telesu, ranjeni otroci v odraslem telesu. In ko sem to spoznala, da pravzaprav je vse, kar se do tistega trenutka z mano dogajalo, pravzaprav bilo eno veliko učenje. In tudi takrat se je popoln reset zgodil z mojim podzavestnim doživljanjem in si ima v tistem trenutku odpustila vse in tudi sebi in nadaljevala v čistem miru naprej v življenje. Drage gledalke, cenjeni gledalci, po oglasih nadaljujeva z najinim pogovorom. Rekla si, da si videla starše kot svetlobna bitja in dejansko mi prihajamo, mi smo se vse že dogovorili vnaprej, kaj bomo tukaj doživljali. Jaz tale življenje dojemam tako kot eno veliko igro, kjer so vloge že spremenjene, mislim, ne spremenjene, določene. Zdaj pa, do spremembe vloge pride, ko se eden odloči, da tiste vloge ne bo več igral. In ti si se v tistem trenutku odločila, da vidiš starše ne preko bolečin preteklih dogodkov, ampak kot svetlobna bitja, ki sta tukaj zato, da te podpreta. Kako sta potem tudi starša začela drugače delovati? Ker jaz, ko sem svojega očeta začela čisto drugače dojemati, on se je čisto drugače začel odzivati. Kako imaš pa ti to izkušnjo? Tako, tudi na tak način. Ko sem jaz sprejela v tisti duhovni izkušnji svoja starša, da pravzaprav me imata neskončno rada. In naša povezanost je bila res brezmejna v tistem trenutku, v tistem času. In ko sem se znova zavedla v telesu in je začelo moje življenje teči po teh ustaljenih tirnicah oziroma novega obdobja, ko so se potem začeli ti konzili, zdravniki in nekako, kako bomo zdaj zadevo pripeljali do nekega ravnovesja, če temu tako rečem, kajti bolezen je bila razširjena po celotni trebušni votlini. In jaz sem takrat vedela, da moje telo se že zdravi, ker sem naredila ta reset, ker sem sprostila to, kaj imamo najbolj ujeto, se pravi te občutke. Ampak sem pa hkrati vedela, da telo rabi dlje časa, da sledi naši zavesti. In sem takrat se tudi odločila za operacijo, da mi zdravniki odstranijo vse te vidne dele, karcinogene dele in sem pristala v bolnici. In nikogar ni bilo v bolnico, ko sem jaz takrat dejansko se borila, če tako rečem, za življenje. Ko so mi zdravniki delali operacijo, ni bilo ne očeta, ne mame. In to je bil tisti prvi preizkus univerzuma, kako sem jaz sprejela njiju. In meni je bilo, kljub temu, da nikogar ni bilo blizu, ker sta imela neke obveznosti in nekako nista prišla, da pač je to njuno, da je to njuna bolečina, njuni strahovi in se ne znata soočiti s tem, In potem, ko sem dala tudi operacijo čez in ko sem prišla potem do ravnovesja, v 5 mesecih nekje sem se čisto ozdravila od te bolezni,
Takrat sem jaz skozi delovala v taki ljubezni, taki čisti zavesti. Nisem imela jima kaj več zameriti, oziroma to se je vse sprostilo. In sem se sama začela do mene čisto drugače tudi obnašati. Tudi z ljubeznijo, tudi pripravljenostjo in mi potem tudi pomagati kasneje, ko sta videla, da dejansko ni bil to hec, kaj se je zgodilo, ne, da res sem rabila eno pomoč, en support, ampak jaz sem pravzaprav takrat bila tako prebojena, tako sproščena, v meni ni bilo več nobenega strahu. Ker ko sem doživela duhovno prebuditev, je strah popolnoma izginil iz mojega telesa, iz mojega polja, zavednega polja, in sem bila v čisti ljubezni. In tudi ona dva sta začela to čutiti in se spreminjati in potem smo res izgradili svoj odnos v taki čisti ljubezni in se je dejansko vsa ta preteklost se je sprostila. Daj za naše gledalce eno primerjavo, se pravi, kako sta one dva prej delovala, pa kako sta potem začela drugače delovati. Kje se je to videlo? Recimo pri nas je bilo to tako, v moji osnovni družini se nikdar nismo objemali. In nikoli nismo izražali enih čustev naklonjenosti. Ko sem jaz začela sebe spreminjati, se je to vse začelo spreminjati. In se objamemo in se povemo, da se imamo radi in smo bolj naklonjeni en drugmu. Kako je bilo pa to pri vas? Tako. Pri nas je dejansko bilo, starša sta dosti bila, se pravi, ujeta v gradnjo hiše, pa služba in nekako sta delala na smene, da je nekdo delal dopoldan, nekdo popoldan in nista bila dosti tudi ne skupaj, da sta pazila na nas otroke. In se je nekako kar poznalo, da garata skozi življenje, da se trudita skozi življenje, da bi nekako družini omogočila eno dostojno življenje, da bi nekaj imeli. Čeprav smo bili skromna družina in ni bilo toliko denarja, se to nekako tako, sem zelo opazila že kot majhna deklica, kako se trudita, kako nekako s težavo gresta skozi življenje. In sem tudi v sebe naselila tako žalost, da dejansko življenje ni neka radost, da življenje je treba garati in se truditi in se boriti. In tako da tukaj je bil tudi odnos naš taki, da sta nekako bila kar stroga, zelo sta nas imela rada, ampak sta bila pa tudi nekako kar stroga, da ne bi zapadli v neko slabo družbo ali nekako, da bi peljali življenje v tisto pravo smer. Ko pa sem jaz doživela to prebuditev, sta pa dejansko se začela spreminjati, sta bila bolj naklonjena, nekako moje mami takoj, oče nekoliko počasneje, ampak smo ves čas dajala čas, da je tudi on začel gledati drugače, da ni bil toliko strog, da nekako začel sprejemati življenje čisto drugi luči. V času tvojega ozdravljenja, rekla si, da je trajalo to 5 mesecev, se pravi operativni poseg, da so odstranili tiste centre. Jaz sem se recimo tudi v tekom procesa ozdravitve raka tudi odločila, da odstranijo centre, ampak potem sem jaz samo z naravnimi pristopi pristopala k moji dokončni ozdravitvi in tudi je bilo to v 6 mesecih. Kaj si pa ti naredila? Tako, jaz sem dejansko takrat, ko sem doživela to jasnost, sem popolnoma sprostila svoj je zelo ključen, da imamo mir v sebi, da te misli nas ne begajo oziroma da nimamo strahu. In strah je bil tisti najbolj glavni sprožilec, da se je meni dejansko prišla do bolezni. In ko sem izgubila strah, ker sem vedela, da pravzaprav smo mi neustrašna bitja, mi se na tem svetu naučimo ali nekako se izgradimo skozi strah, ker tudi naši možgani tako delujejo, da nas obvarujejo pred nekimi nevarnostmi. Ko pa mi začenjamo delovati bolj iz tega zavedanja, da pravzaprav je tole organ, ki nam pomaga preživetje in dejansko, da razmišljamo in da funkcioniramo na tem svetu, da telo normalno deluje, ampak da ni potrebe, da nas možgani vodijo pri tem, da mi lahko iz tega zavedanja peljemo svoje življenje. Potem smo pa čisto v neki drugi igri. In takrat dejansko vidimo, da pravzaprav je vsaka situacija, ki se nam zgodi, ali je to bolezen, ali je to karkoli težkega v našem življenju, pravzaprav pride z namenom,
ker je to ena velika preizkušnja. Se pravi, ali bomo šli na pot strahu ali na pot ljubezni in da lahko zaupamo v sebe, ker smo res izredna božanska bitja, da nadaljujemo življenje in da z tega aspekta živimo in sproščamo, se pravi, vse te pretekle preizkušnje, strahove, te občutke in da se prepustimo, da smo v tem sedanjem trenutku in smo prepuščeni, se pravi, ker nas ves čas vodi, ves čas nas univerzum vodi in nam daje usmeritve. In takrat, ko mi smo taki čisti sprejetosti, tudi slabih izidov, tudi bolezni, naprimer, ker smo tako naučeni, da je to nekaj slabega, naša telesa pa niso narejena za bolezni, ko takrat se prebudimo, dobimo takoj tisto zavedanje, se dejansko nič ni slabega, kaj se mi je zgodilo, to je za nekaj dobrega. Tudi jaz, ko zdaj pogledam nazaj na svojo preteklo izkušnjo, s tako energijo radosti pogledam na to, s tako hvaležnostjo, ker če se mi ne bi to zgodilo, dejansko ne bi bila osvobojena. Še vedno bi tavala v neki žalosti, v neki ujetosti, v nekih zamerah, nekem trpljenju in boju za preživetje. Zdaj pa dejansko resnično živim tako, kot nam je dano. Sproščeno, v miru in to je najbolj važno. Ja, in to je največji blagoslov, se pravi, bolezen je blagoslov. In tudi, ko sem jaz imela raka, jaz sem dejansko, zdaj gledam, to je bil resničen blagoslov, skozi katerega sem se jaz lahko osvobodila. In velikokrat si ponavljam, vse je v redu. Celotni univerzum dela v moje najvišje dobro in samo dobro bo prišlo iz te situacije. Sem varna, zaščitena in ljubljena. Točno tako, res je. In da to sprejmemo, ne? In je to samo ena učiteljica. Rak nas nikoli ne pride ubiti, ampak nas pride pozdraviti. Ko to zavestimo, ko to spoznamo, takrat ga sprejmemo z ljubeznijo, kot sprejmemo tudi z ljubeznijo enega ranjenega otroka, ki je prizadet in rabi toplino, rabi ljubezen. In na enak način, ko to sprejmemo, bolezen, da pravzaprav je prišla z namenom, da se prebudimo, da se pozdravimo, takrat gre nazaj v kvantno polje. Prej pa deluje kot magnet in se ga ne moremo rešiti, če delujemo v teh nižjih frekvencah zavedanja. Drage gledalke, cenjeni gledalci, po oglasih bova nadaljevali z najinim pogovorom. Medtem pa lahko na www.bisernica.si/darilo prevzamete moje darilo za vas. Moč tvoje energije. Se vidimo po oglasih. Veliko se govori o tem, da živimo v sedanjem trenutku in tudi ti si velikokrat omenila živeti v sedanjem trenutku in čutiti to božansko prisotnost. Kako pa ti pomagaš drugim, da do tega pridejo? Tako, pomagam ljudem, da sprostijo ta podzavestni vse te občutke, te zaciklenosti, ki jih imajo pravzaprav najbolj svojimi starši in svojimi bližnjimi, da spoznajo, da pravzaprav se vse, kar se dogaja zaradi ljubezni. In jim pomagam, da to ljubezen bolje razumejo, da vidijo, da pravzaprav so starši ali pa kdorkoli v njihovi bližini, ki jih pravzaprav njihovi preizkuševalci, da jih preizkušajo, da oni postavijo svojo mejo, da znova začutijo ljubezen do sebe, da znova začutijo ta mir in da znova začutijo ta sedanji trenutek, da pravzaprav ni treba živeti v neki prihodnosti, v neki preteklosti, ampak biti zliti s to sedanjostjo, ker tukaj je življenje. V kakšnem smislu zdaj postaviti meje? Tako. Ker jaz iz svoje izkušnje ni bilo tega postaviti meje, ampak pokazati ljubezen do mojih staršev. Tako. Pokazati ljubezen, da dejansko tudi ko imajo nekoga na drugi strani, ki morda kaže neljubezen, mogoče da jih pritiska z določenimi ali z nekimi prepričanji, skratka hoče imeti svoj prav, ali so kakšni narcisoidni ljudje, kdorkoli. Se pravi, taki ljudje so v bolečini, zato kažejo takšno vedenje, takšno naravo, ker globoko v sebi nimajo miru.
tudi če so odvisneži od česarkoli. In tukaj pomagam ljudem, da pravzaprav, ko postavljajo svojo mejo, to je meja ljubezni, da pokažejo, da pravzaprav so ljubezen, da ni potrebe po nekem dokazovanju, da dejansko pokažejo njim, na kak način želijo, da se tudi oni vedejo do njih in da pristopijo do njih z ljubeznijo, z mirom, da čutijo, da so ljudje v bolečini in tako kot otroka objamemo, ko so v bolečini in mu pomagamo, da zasije, da zraste, tako je pomembno razumeti, da so tudi odrasli ljudje, da imajo v sebi tega otroka in da ta otrok rabi eno ljubezen. In ta ljubezen je najbolj močna sila, najmočnejša sila, ki potem postavlja vse nazaj tako, kot mora biti. In odnosi se začenjajo izboljševati in na ta način delamo, da znova začutijo ta mir, to srečo v sebi. Velikokrat, ko poslušam ljudi, ko kvazi postavljajo mejo nekomu drugmu, da je to, ja, ti ne boš z mano tako delal, ti se moraš upravičiti, ti delaš narobe, ampak to ni pot, ne? Kaj pomeni postaviti resnično mejo? Ker, tako kot sem rekla, jaz ne dojemam postavljanje meje na ta način, ne? Ampak to, da jaz popolnoma se odprem in dovolim izražati svojo ljubezen. Svojo ljubezen in svojo naravo. In tukaj, ko mi postavimo to mejo, to ne pomeni na tak način, ja, da mi dejansko znova kažemo neljubezen in nekaj zapovedujemo, ampak da odpremo srce in povemo, da nam nekaj ni všeč, da ne želimo, da se nekdo vede do nas na takšen način, ker tudi mi spoštujemo njega in želimo, da tudi on spoštuje nas. To je pa potem čisto nekaj drugega. Postavljamo iz same ljubezni in potem lahko odpiramo srce drugi osebi, da začenja spreminjati sam sebe oziroma da vidi, da to ni pot, da spozna, da deluje iz neke neljubezni in da ima priložnost, da se zlije v samo ljubezen in pokaže pravo svojo naravo. Kajti vsi smo v svoji energiji zelo lepi, zelo čisti, zelo ljubeči, ampak življenje samo nas nekako tako popelje, da gremo potem v te bolečine in potem te bolečine kažemo drugim ljudem. In vse izhaja iz tega, da se nazaj povrnemo v to ljubezen, v to našo jedro in tukaj je pot. To zdravi potem in odnose, in telo, in vse okrog nas. Jaz zmeraj rečem, ko ego prevzame vlogo, glavno vlogo, in nima celotnega pogleda na širšo situacijo, potem gredo stvari največkrat v napačno smer. Ker ego je samo orodje v rokah naše duše. In ego, če mu pustimo, da deluje po svoje, potem je največji sovražnik našega duha. In šele ko dovolimo, da duh ljubezni skozi nas teče, potem lahko naredimo korake v ljubezen. Kako pa ti te stvari dojemaš? Jaz sem takrat, ko sem doživela smrtno izkušnjo, sem spoznala, da pravzaprav ego je samo del našega telesa. In ko enkrat umremo, ko enkrat se zlijemo v to božansko energijo, v to brezmejnost, takrat tam ni nobenega ega, tam ni žalosti, tam ni nobenih takih težkih občutkov, tam ni besa, jeze in tako naprej, tam je čisti izraz ljubezni. In jaz od te moje izkušnje naprej živim ta izraz ljubezni. Tako da si pravzaprav ne pride več do tega, da bi se nekaj razjezila, ker razumem, da pravzaprav je oseba na drugi strani, ki se tako vede v bolečini. In ko mi sprejmemo ta ego, ego ne smemo tlačiti, ko ga sprejmemo z ljubeznijo, da pravzaprav to je en izraz našega telesa. In ko ga z ljubeznijo sprejmemo, je enako, kot sprejmemo otroka, umiri se ego. In takrat sodeluje z nami, takrat nam zaupa, da dejansko imamo mi to moč in en z drugim delujemo.
Tako da ego potrebujemo v določenih situacijah, da lahko preživimo, pravzaprav nadaljujemo življenje, ampak ko ga mi umirjamo, ko mi sprejmemo z vso ljubeznijo, da je to samo fizična izkušnja, takrat popusti. Takrat več ni teh notranjih, teh dveh volkov, kot rečemo, en tak slab glas pa dober glas. Takrat dejansko smo v razumevanju, da pravzaprav je vse dobro, vse, kar pride, vse je dobro, vse nas uči. Zelo mi je všeč ta razlaga, pa tudi kako ego lahko uporabimo za to, da uresničimo nekaj v življenju. Jaz te povabim, da za naše gledalce in gledalke malo strneva to, kar sva povedali, da daš kakšen nasvet, v katero smer naj grejo zdaj. Kako prav s tem egom delati, ker včasih, če je ego premočen, pol zelo hitro vidi samo negativne stvari. Se pravi, kako predlagaš gledalcem in gledalkam, da ravnajo z egom zato, da prinesejo, privabijo ali pa pritegnejo v svoje življenje več ljubezni in notranjega miru? Jaz bi jim svetovala, da se povežejo s tišino, najprej v naravo, da res začutijo sebe v tistem jedru, da pravzaprav ni nobene ogroženosti na tem svetu in tudi niso tiste slabe stvari, ki se nam dogajajo, ki pridejo tudi v naše življenje, pravzaprav nič toliko slabega, kot izgleda na prvi pogled. In da nas pride osvobajati določenih zadev, da mi spustimo, da se ne počutimo ogrožene, ampak da samo prehajamo skozi življenje in da smo ves čas dober človek. Dober človek pomeni, da delujemo iz ljubezni, da želimo tudi drugim dobro. In ko tak glas ega vedno ropota, vedno se počutimo ogrožene, vedno se počutimo v nekem strahu, ego se počuti v strahu. In ko pride ta notranji ropot, ta glas, da vedno se umirimo, gremo v to tišino in da poslušamo ta nežen šepet svoje duše, to je ta intuicija, ta nežen glas, ki ga imamo tudi v sebi in da vidimo, da pravzaprav ne bo nič narobe, če gremo skozi neko situacijo, ki nas toliko prestraši ali nekako preizkusi, da bo to nekaj dobrega, da bomo na drugi strani te preizkušnje lahko uzrli mavrico, lahko uzrli svetlobo, ko si bomo to dovolili. In da nismo v uporu, da se samo prepustimo. Takrat vidimo, da vendarle je ta preizkušnja prišla z namenom, da takrat naredimo lahko ekstremno rast skozi prakso, ne samo skozi knjige, da vidimo, da vendarle ni bilo tako slabo, kot je prvo izgledalo. In to nas osvobaja. In to je tisto, ko dejansko popušča tisti ego glas in vidimo, da pravzaprav se lahko tudi na tej zemlji ustvarimo nebesa. Draga Lili, jaz se ti zahvaljujem za obisk v moji oddaji Moj odnos do zdravja. Dragi gledalci, cenjene gledalke, vas pa vabim, da prevzamete moje darilo za vas, moč tvoje energije na www.bisernica.si/darilo in vam želim, da vas točno to darilo opolnomoči, da pogledate svoje življenjske izkušnje iz druge plati. Hvala lepa in se vidimo v oddajah Moj odnos do zdravja.